Živijo, jaz sem Katja in to je moja žena Katka in kmalu pričakujeva prvega otročka. Si se mogla kar malo zadržati, da bi si rekla spola. Ja, ups. Meni ljubezen pomeni neko varnost, neko zaščito, neko udobje, neko osebo, v kateri se lahko počutim jaz in sem jaz. To. Zaupanje, isto kot je rekla, varnost. Sploh ne vem, v bistvu, kaj je tako širok pojem, da si v nekom morati, pa da si to, kar si. To je tako težek pojem za opredeliti, da sploh ne moram. Spoznali so se v bistvu preko faksa. In sicer jaz sem šla v drugem letniku faksa, sem 2 leti starejša od Katke. Sem šla na Erasmus izmenjavo in takrat je glih Katka začela študirati na našem faksu in se je začela družiti z mojimi sošolkami. In to je bilo že cele pol leta, ko sem jaz bila na izmenjavi, je bilo tako, ja, vidva se morata enkrat spoznati. Ja, mi imamo eno za tebe, ko bi se lahko vidve spoznale in bla, bla, bla. In ko smo se v bistvu v parlament baru dobili. V Parliju. In ja, to je to. To je bila ljubezen na prvi pogled. Ampak tako dejansko, res. Ker jaz načeloma nisem nikoli imela problema s puncem govoriti in tako. In mi je to šmiranje šlo. In potem sem jo videla in tako jo gledam. In edina stvar, ki jo rečem, je bilo, koliko si ti majhna. Evo, to je pick-up line, ki deluje, očitno. V bistvu 4 dni kasneje si ti prišla za 4 dni k meni in pol leta kasneje si se vselila. Tako da... To je to, ja. Lesbian relationship. Stvar na Kati, ki me je najbolj potegnila, je bilo v bistvu čisto energetsko. Tako, počutila sem se doma. Nikoli nisem imela zadržkov, da zdaj pa ne bi pred nos imela recimo prdent, najbolj bizarno, ampak tako stvari, ki te mogoče včasih sram, se meni pred njo kar tako zdelo, vse se mi zdelo, da lahko naredim, pa zaradi tega ne bom nič manj v njenih očeh. Pa mogoče kdaj v prejšnjih razmerih jaz sem imela tako izkušnjo. Tako malo preprašuješ, pa je to, pa ni to, pa si tako, ja je, pa pročiste bomo, pa kakve bomo imeli, pa ja je, ampak si še sem tako, kaj pa če ni, kaj pa če še koga druga spoznam. Pa ne vem, pa sem pa Katko spoznala, pa teh dvomov ni bilo. Ti si moja sorodna duša, tako, to je to, ni zavor. Jaz sem za sebe vedela, da sem mi všeč punce v bistvu v 16 letih. Tako takrat sem lahko, ok, prva punca mi je všeč, fizično všeč, razumem, iz kje prihajajo ta čustva. Ampak, ko sem pol začela, kasneje, ko sem odraščala, gledati nazaj, sem v bistvu ugotovila, da že celo otroštvo sem na to nakazovala. Ne vem, Katja je to zgodbo že 100-krat slišala, ampak recimo, bili smo v kinu, ne vem, po moj 3. razred osnovne šole z družino in je bil Scooby-Doo ta prvi film, ne. In je na končni sceni Daphne tako nabaše enega in se spomnim, da sem Daphne gledala, ampak takrat sem imela občutek, da jo gledam kot, wow, kako pač ne vem, jaz bi bila to, ampak v resnici sem jo gledala tako, prav spomnim se tega občutka, da je bil privlačen, pač privlačnost. Tako da dejansko pri meni jaz verjamem, da je to izhajala reži iz zametkov mojega otroštva. Ti pa si drugače. Jaz pa sem drugače. Jaz sem pa, koliko sem bila stara? 21. V bistvu prvi letnik faksa, ko se v bistvu ti tako odpre neko čisto novo obzorje. Smo šle z še 3 kolegicami, smo šle na pijačo in je ena od teh 3 kolegic priznala, da se ji pa zdi, da jo privlačijo ženske. In sem ji takrat rekla, pa pismo, ne vem, mene ne privlačijo, ampak bi si pa ful želela to izkušnjo, ful si želim probati. No in pa so začele glih s to kolegico šmirati in sem tako pismo, pa sej to ni tako slabo, ne, to v bistvu jaz vse vidim, da bi lahko imela razmerje žensko. Ampak je bilo pol tudi tako, ok, sej potep, neko, ki je že takrat bilo tako, ok, to ni neka resna zveza, ne bova zdaj forever skup. Ampak ja, mogoče bi pa vseeno imela fanta raj kasneje. No, pol sem pa spoznala Katko, čisto nepričakovano in nikoli več nisem imela fanta. Sem imela enega fanta, pri 16, v bistvu pa njemu sem potem imela punco in I never looked back. Tako da je to.
Jaz sem pa imela prej enega resnega fanta, s katerim sva bila 2 leta pa pol skupaj. Tako da, ja, no, mislim, tudi bi si predstavljala, že mogoče čekatke ne bi spoznala, da bi lahko bila. Ja, jaz, ko sem se v bistvu razkrila, otižala, sem se razkrila prvo krogu teh prijateljic v srednji šoli in ni bilo v bistvu jaz mislim, da do zdaj ni bilo niti ene osebe, ki bi zaradi moje spolne usmerjenosti z mano prekinila stike. Tako da tle sploh ni bilo nobenih problemov, v bistvu pol jih je rekel, smo že vedeli ful pred tabo, vse ok. Bolj je bil problem starši, pa ne strani, da me ne bi sprejeli, pač ta strah. Ta strah, da boš nekoga razočaral, da nisi to, kar starši pričakujejo, da ne boš dovolj. Tako da, ko sem v bistvu pri nas je takrat ful potekal tako za ocene, da si povedal mamic in pa je mami povedala ti oceno. In isto sem se v bistvu razkrila sam mamic in sem pač vedela, da mu bo itak povedala. Ne. Ampak ja, ati se mi zdi ne boš sprejel, lažje sprejel. Mogoče ni pokazal, ampak on je takrat rekel, lej, pač to je najna katka, tako to je, decid. Tudi mami je sprejela, ampak se mi zdi, da je rabila nekaj časa, ker vedno znova poudarjava in to pa je iz socialnega dela. Ko se ti razkriješ, itak si ranljiv in ti želiš, okoli tebe se vrti, ti imaš občutek, da je to tvoj moment, kjer te morajo ljudje podpirati, ampak marsikdo se ne zaveda, da v tem momentu se bo s tabo od tega momenta naprej mogla razkrivati družina. Se pravi, ko tvoja mami teta iz ozadja vprašala, ja, kva pa Katka ima kakšnega desca, bo ona zdaj ali bo rekla nima, ali bo rekla puncoma, ali bo rekla ja fantama. V bistvu so tudi starši konstantno pred to odločitvijo, kako handlati z tvojim razkritjem. Ne? Pri meni je bilo pa tako, da sva v bistvu v tistem obdobju s sestro bile korist pa krajca. Tako da ona je še predno sem jaz karkoli vedela ali pa naredila, je ona to že vedela. In je v bistvu tudi ona mene pol moje mamice razkrila. Mislim, bilo je tako na način, mami, kaj pa bi ti naredila, kako pa bi odreagirala, če bi Katja bila lezbika. In mami vedno bila tako, ja noč, mislim, vse kaj češ, ne, itak boljško pa da je z nekom, ki je ne spoštuje, ki je ne ceni, tako na ta način. Tako da je v bistvu bilo, ful sem imela dobro izkušnjo. No? Je pa pri meni mogoče malo dlje trajalo, da sem samo sebe sprejela, da sem bila tako, ok, a je zdaj to, a so mi res lahko pač privlačne ženske ali ne. In enkrat, ko sem sebe sprejela, jaz sem ful tak človek, ful odločna, ful trdna. In ko sem enkrat sebe sprejela, je bilo tako, ok, noben me ne more spraviti iz tira in pa če me ne sprejmeš, adijo. To je to. Tako da od tega trenutka naprej, in tudi moja mama zelo rada to pove. Mene, ko vidim vaju, sploh zdaj, ko sem v razmerju s Katko, ko vaju vidim, koliko sta vidve srečne, koliko sta vidve odprte, koliko vama ni nič vaju ni sram, nič vama ni neroden, reče, tudi meni ni problem nobeno povedati. Jaz vsakmu z največjim veseljem povem, moja hči ima problema. Ko sem imela fanta, je bilo to, ok, se skregaš, ja v redu, ok, ti pejt na pir, jaz bom tle, ne vem, neki kliklala, whatever. In bova pol prišla domov čez 3 ure in bova cool in se nikoli več ne bomo o tem pogovarjala in bo to. Katka sploh, mislim, jaz nikoli nisem bila taka, da bi se rabila zdaj vsem ful razglabljati in pogovarjati in reševati. Katka pa je taka in ona kar vrta in vrta in vrta, kar je v bistvu tudi fajn, ne gre zelo na živce. Ampak je pa zelo fajn, ker se vse sproti reši in ni zdaj nekih starih zamir za nazaj. Tako da je, se mi zdi, da a lot of work. Tako je, po eni strani imaš občutek, da te nekdo mogoče bolj razume, ne vem, razume tvoja čustva, občutke na določene situacije, menstrualne krče and so on, ampak po drugi strani pa lahko tudi ful več drame znotraj teh čustev. Ker to je res včasih lahko toliko enih emocij, da si kar uno, o moj bog, ampak it's worth it. Zdaj recimo pri meni je bilo tako, da po očetovi strani stara starša sta res že stara, to je čist druga generacija, ne razumete čist tega. Mojega dedija je tudi zadela kap in ga je v bistvu na tej strani možganov, da ne more kontrolirati čustev. Se pravi, dejansko ni imel blokade pred tem, če mu je nekaj šlo na živce, je pač povedal, ni enostavno modela več ta del možganov. In meni je bilo recimo tako, ko sem povedala, da se bova poročili, mi je bilo ful težko, ko je dedi rekel, jaz ne bom prišel. Pa je bil zmeri tako najbolj, on je bil res, mislim je še vedno najboljši dedek na svetu, ampak tako, kar uno je bilo kaj. In pol je še tako, moj ati bil, ja, valjda boš prišel, in bil tako, ne bom prišel. Sicer to res ni bilo slabo namerno, ne razumeš, da je znotraj tega veliko drugih stvari, ne.
pol je prišel in tudi tako, ful sta se lepo imela z mamo in tako nasplošno je bila, se mi zdi, cela izkušnja ful pomembna, ker tudi od Katje stara starša sta bila tam in pol tako vidiš druge stare starše, ki to sprejemajo in si kar tako, mogoče pa v bistvu to sploh ni toliko nenormalno, kot smo mislila, ne. Ojoj. Ej, Katja, a sem jaz fant? Muško! Jaz tudi verjamem, da to, da sem lezbijka, je velik razlog za to, da pač živim tako uspešno, pa ne zdaj poslovno, pač uspešno življenje. Najdla sem nekoga, ki ga imam iskreno rada, ustvarili sva si dom, kuža imava, družina na poti, tako pač. Trenutno sem v feelingu I've got it all. In vedno imam nekje to vzad, ljudje, ki tako komunicirajo, pač to so ljudje, ki nekaj jim v življenju. Vse razumem, so nestrpni, pa vse je narobe, kar napišejo, ampak nekje nekaj ni moglo funkcionirati, da si do te mere prišel, da si nestrpno komentiral. Ker vsi, ki imamo vsaj malo pošlitem v življenju, se pač ne greš na net, pa na 24 ur kar komentiraš, kjer debil si ti, pač ne narediš tega. In zmer probam ohranjati miselnost, da Katka, ti si toliko srečna v svojem, pač ta človek pa ni, ne. Ne rabiš se spuščati v konflikt z njemu, nič ne boš tako dosegla. Bolj me v bistvu tukaj skrbi to, kar na TikToku pol berejo ta sporočila druge osebe znotraj LGBT communityja, ki pa še niso otirane, ki še niso toliko trdne in me je strah za njih, da ne bi rekli, jaz pa ne bom se upal otirati oziroma razkriti, ker me to čaka, ne. Tako da to s tem imam jaz bolj, zaradi tega mi gre na živce, pa pol časih brišem komentarje, pa blokiram ljudi, ker nočem, da pride, da drugi v bistvu se počutijo, da ni vredno živeti življenja takega, ki ga bi lahko živel kot. Jaz bi na prvem mestu rekla, daj si čas, daj tudi osebam okrog tebe čas, da mogoče sprejmejo. Po drugi strani pa ne forsirati nekih odnosov, če niso pristni, niso dobri za tebe. Sploh zdaj se mi zdi s socialnimi omrežji to lahko preprosto. Prvič ne rabiš svoje identitete razkriti, lahko najdeš neko skupnost, kjer se varno počutiš, ker nisi, ne vem, Janez Novak, ampak si pod imenom username 1, 2, 3 in je za marsikoga to lažje. Predvsem pa točno tako, kot je rekla, včasih pač, da je čas, marsikdo se nama obrne, kot da ga starši ne sprejmejo, da ne vem, da če bi se razkril doma, da bi ga vrgli iz hiše. In tle je recimo en največjih konfliktov, ker tak mu ne moč reči, razkri se, valjda bo, kar si, ne, ker tle je finance. Ti zdaj, če nimaš finančne možnosti, da če si ti 15 let star, v redu, ne morete vrš ven, če si pa ti 18, pa lahko vržejo ven, ne. In tle pa, če mi rečem, moraš čist situacije iz vseh kotov, včasih je pač grozen, moraš malo potrpeti, pa se ne razkriti, če to ni ustrezen trenutek, ampak največ je vredna podpora na koncu, s kjerkoli strani dobiš in pač najcaj eno podporno skupino, ki te bo pri tem držala gora. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte in komentirajte srček. In kliknite subscribe. Tako. Ciao!